Na konferenci, ki je med drugim postregla s pregledom mariborske arhitekture 20. stoletja in podala smernice za študij arhitekture v Mariboru v prihodnjih 10 letih, so izpostavili tudi dva ključna problema arhitektov danes. Ko sem jaz bil emerging arhitekt, torej mlad arhitekt začel, so o projektih odločali 5 ljudi. Župan, tisti, ki je bil nadležen za recimo urbanizem, spomeniško varstvo, klient in jaz kot arhitekt. Smo čakali 15 dni in je padla odločba ja ali ne. Danes za isti posel govorijo, torej so prisotni 14 ljudi in če eden reče ne, se vse ustavi. Drugo, kar se dogaja, je jasno, da je upametovanje mest in hiš, torej smart cities and smart buildings, kar pomeni uresničevanje trajnostnih konceptov in tukaj bomo na kongresu zelo kritični. Torej, kupiti neko prenovljeno, navzven lepo stavbo, ki ima jasno, da na sebi še toplotno-izolativni ovoj, ni pa statično preverjena, ni konstrukcijsko sanirana, ni prostorsko sanirana, je pravzaprav nesmiselno. In arhitekti smo izključeni iz celostnega postopka kreiranja in pa prenove objektov. Leto 2017 je tudi Plečnikovo leto. Realizacije, pod katero je podpisan zgolj Plečnik, v Mariboru ni. Imamo pa objekte, nastale iz njegovih skic ali sodelovanj z naročniki. Na primer, umestitev stolne cerkve v trg in interjer cerkve na Taboru. Kaj počnejo mariborski študenti po koncu študija arhitekture? Je mogoče že videti kakšna njihova dela v mestu? V mestu, kjer praktično ne vidite žerjava že nekaj let, je, bom rekel, težko pričakovati, da boste videli že dejanske arhitekturne realizacije naših študentov. Poleg tega so pa prve generacije, ki so zaključile dvostopenjski študijski program in morajo potem narediti še najmanj 2 leti prakse v birojih, komaj dobile to možnost. Slovenija je zelo implozivna, zelo introvertirana, se glodajo. Bi morala malo biti bolj iti v Evropo, tudi ti mladi ljudje in se vrniti in tako naprej. Torej ne migrirati, ampak migrirati, da se nekaj naučiti in se pol vrniti v svojo domovino. Nekdaj vroča debata o prenovi Slomškovega trga je po besedah Lobnika zaključena. Avtorja ideje, Borisa Podreko, pa še zmeraj vznemirja. Ta trg, ki ima 2 magneta, torej univerzo in katedralo, jaz imenujem katedralo, in kjer je tudi nekako Plečnik prisoten z enim svojim projektom Elipse. Recimo, to je en tak milje, ki mi je zelo pri srcu, nekaj, kar je nedokončano, ampak ta Travca ni nekaj urbanega. To jodla preveč na tem trgu in to bi moral biti en kamen, res ena piaca, ki drži Maribor, ena velika mama, ki ima vse te ustanove, kot je Drama in arheologija in pošta in katedrala in ki bi držala skupaj, torej en forum. Lobnik je še povedal, da je Mariborska univerza že ponudila projekt regeneracije industrijskih con v mestu, Mestni občini Maribor. Gre za celovit interdisciplinaren projekt vseh fakultet. Ali bo uresničena želja preminulega mariborskega arhitekta Bogdana Reichenberga, da identiteta mesta mora temeljiti na dolgih in premišljenih logikah, ne pa na arhitekturi trenutka, bo tako pokazal šele čas.